prvi nasvet je zagotovo postopnost. Tukaj je ključna napaka, ki jo pogosto naredijo tekači začetniki, napaka 3P. Se pravi, govorimo preveč, prepogosto, prehitro. Se pravi, to nekako tako pomeni, da hočemo narediti preveč stvari v prekratkem času, pogosto se pa še preveč zaženemo znotraj treningov. Tako da moramo nekako upoštevati, da nobena stvar ni narejena čez noč in tudi naša tekaška pripravljenost se ne bo zgradila čez noč. Tako da ta postopnost, da lepo iz dneva v dan gradimo svojo tekaško pripravljenost, je ključna in verjamem, da s to neko pravo mero postopnosti tudi lahko pridemo potem do željene razdalje, pa je to lahko potem 5 km, 10 km ali pa za nekoga tudi maraton. Ampak ne se preveč zaleteti štarta, tako malce bolj po domače rečeno, pa bomo zagotovo bistveno lažje začeli. Ja, naslednji nasvet je zagotovo ustrezna oprema. Pri teku nekako ne rabimo veliko opreme, ampak zelo je pa pomembno, da tisto malo opreme, kar potrebujemo, ta pa naj bo ustrezna. To pomeni, da si kupimo nekako copate oziroma tekaške superge, ki so namenjene za tek. Po drugi strani je pomembno, da nekako precenimo, ali bomo več tekli na stezicah oziroma bomo več na asfaltu ali pa makadamu in potem lahko tudi lažje izberemo, ali bojo to copati za trail tek, morda bojo raje copati za cestni tek. Tako da copati so ena taka osnovna zadeva, potem pa še, kar se tiče nekih oblačil. Tukaj pa pomembno predvsem, da so neka športna oblačila. Pri začetnikih ni potrebno preveč kompliciranja. Se pravi, mi ne rabimo iz štarta nagrmaditi cel kup opreme. Če bomo se teka lotili bolj resno, bomo kasneje morda si nakupili še kakšen tekaški nahrbtnik za kakšne daljše teke, ampak iz štarta naj bo predvsem udobna tekaška obutev tista ključna stvar. Tretji nasvet je izmenjavanje teka in hoje. Če smo govorili pri prvem nasvetu o postopnosti, tukaj še enkrat poudarjamo, da ne moremo prehitevati stvari in za začetnika je najboljši način, da nekako zaštartamo s tekom, da izmenjujemo tek in hojo. Kajti vsakdo je že kdaj po kakšni daljši pavzi prišel do krutega spoznanja, da enostavno ne gre nekih 5 km ali 8 km oziroma 10, kolikor si je zamislil za prvi tek. Če pa to razdelimo potem v neko izmenjavanje teka in hoje, pa bomo prišli tudi lahko do malce daljšega tekaškega treninga in tako lahko na začetku kombiniramo minuto teka, minuto hoje, pa to lahko potem ponovimo tudi 15krat ali 20krat, pa bomo prišli do neke razdalje 5 km že znotraj prvega treninga, morda bo tega cirka 2 km hoja, 3 km teka, ampak to ni nikakršen neuspeh. Tu gre bolj za spet neko postopnost in prav ta kombinacija je tista ključna, če želimo ustrezno napredovati, pa se tudi izogniti kakšni morebitni poškodbi. Po drugi strani pa se nam tek tudi tako ne bo zameril, kajti če prehitro hočemo narediti preveč, je pogosta ta utrujenost in to nekako potem nas ne ravno žene zopet v naslednji tek. Četrti nasvet pa se nanaša predvsem na prehrano in hidracijo. Tukaj bi predvsem položil na srce začetnikom, da se ne lotevajo kakšnih tekov na tešče. Teki na tešče niso ravno najboljša varianta, zaradi tega, ker tek na začetku že tako sam po sebi za nas ni ravno najlažja stvar in če se tega lotimo še brez neke ustrezne energijske rezerve, zagotovo to ne bo ravno užitek. Tako da pomembno je, da imamo, se pravi, ustrezno urejeno nekako prehrano in da se tudi ustrezno hidriramo. Še posebej pa bo to pomembno v bolj vročih dneh, takrat mogoče tudi kakšno navadno vodo lahko zamenjamo s kakšnim izotoničnim napitkom. Izotonični napitek bo prišel zelo prav tudi med kakšnimi daljšimi teki, morda manj pomembno za začetnike, ampak ko bomo malce podaljševali naše teke, je fino, da zamenjamo običajno vodo, se pravi z izotoničnim napitkom ali pa ne nazadnje tudi vsak tekač kdaj poda na kakšen daljši pohod in takrat je tudi odlično, če zamenjamo vodo z izotoničnim napitkom. In ko bodo naši teki daljši oziroma ko se morda podamo na neko kombinacijo teka in hoje, pa bo to malce dlje časa trajalo, bo prav prišel tudi kakšen energy bar oziroma kakšna zadeva, ko bomo lahko vmes še malce dodajali energijo, se pravi, da ni to zgolj tekočina, ampak da lahko še nekaj pojemo, tako da kakšen takle priročen energy bar je lahko super rešitev. Ne smemo pozabiti, da pri tekih oziroma pohodih, ki trajajo dlje časa, je pogosto glavni problem ravno pomanjkanje energije in če ne poskrbimo za to, nas bo po domače malce prej zmanjkalo, tako da zagotovo ena ključnih stvari.